Ljudje in ljudine, poslušate 67. epizodo oziroma 15. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, okuženi z besnilom, ogrizemo divje, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Yo. In moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova z gostom oziroma gostjo, z nami je znova Sanja Struna. Sanja, filmska kritičarka s fokusom na azijsko, predvsem pa južnokorejsko filmsko produkcijo in sodelavka sestrskega podcasta Filmflow. Živijo, Sanja, kako si? Karantensko in dolensko. Tako, evo. Karantensko in dolensko. Kako drugače preživljaš karanteno, ful gledaš stvari, pa ni čariš, kaj počneš? V bistvu ful nimam časa za noč. Tako da, jaz imam res sam ful dela. Tako da je pač ta en moment. Ful probam tako da ne rečem tako da po straško. Ja, evo. Dač pa ful gledam korejske filme, evo, ta teden. No, to je že dober uvod. Kaj ti... Zdaj, tisti, ki ste redni poslušalci našega podcasta, dobro veste, da smo Sanjo gostili že v 31. epizodi, skratka več kot pol epizod nazaj, ko smo obravnavali drugo sezono serije The Terror in grozljivke z azijske celine. 67. epizoda je torej 15. special iz karantene, namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi, na varnem in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V tokratni epizodi bomo govorili o filmu Train to Busan 2 oziroma Peninsula, nadaljevanju velike korejske mednarodne uspešnice Train to Busan iz leta 2016, o katerem bomo seveda tudi kaj malega povedali, pa še o kakšnem filmu, skratka o zombijih v nehollywoodski produkciji. Če enega ali drugega še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo. Epizoda bo vsebovala kak kvarnik ali dva, najbrž še kakšnega več. Če bi raje filma prej pogledali, storite to in se k poslušanju epizode vrnite pozneje. Mi bomo tukaj zvesto čakali na vas in vmes najbrž posneli še kakšno epizodo. Skratka, to je to. Maestro, zaigraj nam eno Eisenponarsko. Super, to je bilo to. Slišali ste, kaj bomo danes počeli. Mislim, to počnemo itak vedno, ampak o čem bomo danes to počeli? Train to Busan 1 in 2, dvojka je prišla pač direktno na internet, ne morem drugače temu reči. Ne vem, če se jo da kje legalno ta trenutek gledati, mislim, da ne. Vsekakor je pa ni v kinih in je najbrž nekaj časa ne bo, če sploh kdaj bo. Skratka, mi smo pogledali tudi dvojko zdajle in o tem se bomo nekako pogovarjali. Še predtem bomo pa govorili mogoče tudi o kakšnem drugem projektu istega režiserja in sicer je to Sang Ho-yeon. In bi jaz mislim, da brez further ado bomo kar začeli. Igor, ti si... pa mogoče verjetno tudi Sanja, a sta, zdaj mi to ne vem, Seul-jeok? A ste to... Aha, kaj? Seul-jeok. Suljo. To dobesedno pomeni Seoul Station, ja. Ja, ok, skratka, Seulska železniška postaja je film oziroma animiran film, no, iz leta 2016 in je predhodnik Train to Busan. Jaz priznam, da tega nisem uspel pogledati.
mogoče bom razlog razkril pozneje, ampak skratka, najprej je bila risanka. Mito, ti nisi pogledal, si pogledal? Ne. Se pravi, Igor in Sanja, vidva ste tukaj eksperta. Igor, mogoče ti začneš pa poveš, ima kakšne veze z vsem skupaj, ali se stvar res gleda kot nekakšna trilogija, lahko razume, ali kako je s tem na stvari? Ja, v bistvu je zombi štorija postavljena na železniško postajo v Seulu, ni pa direktno predhodnik Train to Busan, zato ker na koncu Seoul Station je kar že konkretno uničen Seul in ona dva, ki v Train to Busan gresta zjutraj, oče pa hčerka na vlak, bi opazila to vrstno razdejanje. Ne vem, Sanja, ti veš, če je kakšna teorija, da je tu direkten sequel to ali kako? Kakor jaz to vidim, je prvih 10 minut Train to Busan in prvih 10 minut Peninsule spada v prvih, ne vem, zadnjih mogoče, ne vem, pol ure te risanke. Pač je definitivno neko prekrivanje, ampak so pač 3 mesta v približno istem časovnem obdobju na tisti točki. Tako da, pač na začetku. Jaz sem tam, ko ona dva gresta na železniško zjutraj. Ja, ampak ta nek moment pač tega začetka, kako naj bi vse skupaj prišlo do Seoul Stationa, iz katerega, to je pač centralna postaja v Seulu in iz nje gre vlak v Busan, tako da je nekako neka... Pa se tudi animirani seriji omeni, da je pač to z neke te tovarne, kemikaliji, ne vem kaj? Štorija risanke, mislim, anime, ki ni serija, samo 1 uro in pol dolg filme, je osredotočena na pač people on the ground, ljudi okrog te postaje, ki živijo tam in ne vejo, kaj se je zgodilo. Enostavno privandra not en ranjen človek in dol pade in vsi mislijo, pijan brezdomec je. In se večinoma ne ukvarjajo z njim, en mu proba pomagati, ampak je čist nesposoben in potem se on spremeni v zombija in se začne pač vse zelo hitro širiti in je pač... In je tudi v bistvu mogoče malo nejasno, ali je njega tudi drug človek ugriznil, ali je v bistvu od njega žival ugriznila, ker pač na začetku Train to Busan je pač tisti jelen. No, tale zgodba je pa ful dobra, ne? V Seoul Station, ki v bistvu je preplet različnih likov, ki tam okrog živijo in malo spremljamo enega, malo drugega. V osrčju pa je zgodba ene punce, ki si s fantom ne morata privoščiti plačati najemnine in potem on jo proba spimpati za prostitucijo, na kar se pojavi njen oče in potem ona dva z očetom probata priti do nje, ona pa je na drugi strani postaje, ker se je predtem skregala in pač celo horda zombijev naenkrat vmes plamti, ne? In ima Train to Busan ima ogromno te nekega družbenega komentarja, tukaj pa ga je v bistvu še več, ne? Ker recimo tista landlady njuna, ki je zelo taka, je ena od prvih zombijev, potem imaš pač čiste variante, kak se na brezdomce gleda, ne? Ker mislim, da je tudi režiser rekel, da ga je to zanimalo, glede na to, koliko ljudje ignorirajo brezdomce, kaj bi se zgodilo, če bi res bil problem z enim od njih, ne? A bi kdo opazil. Mislim, ta prizor je ful dobro speljan v bistvu, res, tako, pač prav zadanete, kako enostavno. Na začetku nekdo še neki trzne, pa ne, pijanje. In pač naj gre in se uleže in pač dela, kar hoče, ker smrdi, a ne. Pač ta moment, tako da ja. Hkrati pa je ful dobro akcijsko tempirano, ne. V bistvu tempo drži cel cajt, par imaš takih not preobratov, ki jih res ne pričakuješ, tudi če si že videl ne vem koliko zombi filmov, uspe najti pristope, ki so neverjetno sveži in
to se mi je zdelo zelo, zelo pozitivno pri tem filmu. Tudi potem, ko pokaže, kako reagira policija, kako reagira vojska, je en recimo zdravo paranoičen odnos do tega, koliko sposobni državi živiš. Kar sem pa pri Train to Busan 2 kar malo pogrešal, ker je celo to politično sporočilo kar proč vrženo. Ampak tukaj pa je res tukaj pa je res na mestu. Ne? Mislim, meni je to en boljših horror animejev bil ful v redu, tempo animacija je pa mogoče malo šibka, mogoče malo na hitro narejena, ampak moram pa priznati tudi, da nisem gledal veliko korejskih animejev oziroma animiranih filmov, tako da ne vem, Sanja, kako ti to gledaš, koliko je tu kakovost animacije, mogoče zadaj je to nekaj standardnega, ker jaz lahko pač primerjam z Japonsko, pa se mi zdi, da tam načeloma je malo bolj zgleda stvari, kot je tu. Pač industrija je definitivno na Japonskem ful bolj razvita. Mislim, ker pride do manhve, ki so mange, korejske, so zelo na nivoju, ampak animiranih filmov pa nimajo spet toliko. Pač imajo kratke, nimajo pa toliko celovečernih. Tako da ta že po defaultu nekako pade med boljše, samo zato, ker je med mogoče manj številčnimi, čist kar se tiče kvalitete same grafike, no. Ampak v bistvu, mislim, po moje je v redu, je pa tudi, mislim, da enkrat on sam rekel, da je bilo to narejeno tako, da on ni pričakoval v bistvu, da bo to tako uspešno in je na momente malo nedodelano mogoče. Tako da, ja. Je pa pač zgodba huda. Tako da, zgodba odnese vse ostalo, tako da, ja. Evo, tako da vidva, ki si še niste pogledala, tako res ful priporočamo. Pa cel film je na voljo na YouTubeu. To ziher sem, da ni čist legalno tam, ampak je tam, tako da ga gledate. In je v kar HD, no. Tako da to je vsekakor super. Ja, bomo dali link v zapiske, seveda. Ja, pa z angleškimi podnapisi. Ja. No, tudi to je seveda koristna informacija. Ja, skratka, to je tale bolj ima nek prequel ali pa prvi animirani film. Zdaj mislim, da lahko pridemo skratka na Train to Busan in sicer je seveda istega leta, je šel 2016, bil je kar velika uspešnica. Po zadnjih nekih podatkih, ki sem jih zbrskal na spletu, ga je videlo v Koreji, samo v Koreji 10 milijonov gledalcev je imel tam, kar je kar velik uspeh, če vemo, da je, ne vem, Korejcev 50 milijonov, se pravi, videl je dobesedno vsak peti Korejec ta film. Nasploh ta zombiji niso toliko značilni za filmsko šolo, ali kako bomo temu rekli, za filmografijo. Pa kar nekaj znanih igralcev se skratka pojavi v temle, seveda, Train to Busanu. Jaz zdaj nisem, pač vseh ne poznam, ker večinoma izhajajo tudi iz nekih njihovih romantičnih komedij in tako naprej, ampak seveda Dong Seok Maja smo imeli priložnost videti na lanskem Lifu, v filmu Gangster policist hudič je igral bo pa naslednje leto v Eternalsih, če jih bomo končno uspeli videti. In pa seveda lani smo tudi videli Woo Sik Choja, ki pa je bil v Parazitu, pa prek tem mogoče že tudi v zelo tudi znanem filmu Okja, ali Okja, ali kako se to prebere, nisem. Okja, ok. Včasih je boljše zaupati svojemu prvemu ugibanju. Skratka, Train to Busan, zgodba je kar simpel, oče in hči se vkrcata na vlak iz, kot smo slišali, Seula, greste v Busan na obisk, oče jo pelje k ločeni ženi oziroma mami hči in na vlak se vkrca zgolj ena oseba, okužena z virusom, ki vmes izbruhne, kot slišimo nekako v zadju, in na vlaku se skratka prične dogajati, kako naj temu
rečemo. Jaz sem tole zdaj že, mislim, da tretjič pogledal film, ker sem ga vseeno hotel obnoviti, preden snemamo. In jaz bom kar takoj direktno povedal, da je to zame eden kar najboljših zombi filmov vseh cajtov, bom tako nekako rekel. Zdaj pa mogoče bom dal besedo Mitotu, ker je bil bolj še tiho danes. Okay. Da bom mogoče Mito povedal, kakšno je pač mogoče njegovo mnenje, a je tudi tebi Mito bil toliko všeč in zakaj nam je Train to Busan tako zelo všeč? Ja, mi je bil zelo všeč, pa pač po mojem skromnem mnenju, ker sicer nisem videl full zombijat, ampak te, ki sem jih pa videl, ne, mi je pa tudi med top, če ni number one. Predvsem mi je pa všeč zaradi preprostosti, ki je uveden noter v film, pa v emocionalnem naboju, ki ga zmore skozi to preprostost prenesti na platno, pa tudi do gledalca. No. Nekaj, kar se mi zdi, da je bilo zelo, zelo učinkovito narejeno. No. Zraven tega osrednjega razmerja med očetom pa hčerko imaš še potem razmerja med razredi, ki so vzpostavljeni, torej razredi korejske družbe, pa med različnimi tipi te korejske družbe, med mladoporočencema in nosečnico, ki pričakujeta otroka, potem z bogatašom, potem z delavci na vlaki, potem z revežem, z srednješolci. Skratka, vsi ti stranski liki, ki so upeljani, ki niso zdaj dramsko ne vem kako izpeljani, ampak ravno prav izdelani, da ful zdrži ta emocionalni naboj, ki ga film skuša povedati. Tako da mislim, da je zelo učinkovit v tem in mislim, da ja, tak feeling imam, da v bistvu, če bi zombije stramo vzel, pa dal ne vem kakršnokoli drugo nevarnost ali pa karkoli drugega, bi ta film še vedno zelo dobro delal, ker so ti liki že tako dobro skupaj speljani. Pa mogoče jaz tukaj še malo za kontekst povem, da ta skupina srednješolcev je mogoče še malo bolj domov zadela, bi človek temu rekel, v zelo slabem prevodu iz angleščine. Pač hit home. Zato, ker je 2 leti pred tem filmom utonil trajekt z drugim letnikom ene srednje šole, Sewol, in potem bi ta film prišel ven in pač ta moment kapitalizma, ki pogubi mladino, ker pač je najbolj obstoječa oziroma še vedno v obtoku je teorija, da so namenoma potopili ta trajekt zaradi zavarovalnine. Tako da ja, pač obstajajo dokumentarci na to temo in pač ja, si lahko predstavljate, kako je to bilo, ker to je bila tragedija, ki je celo državo izjemno prizadela in tudi povzročila, da so Park Geun-hye pač predsednico odstavili. Ja, se spomnim. Tako da ja, ta prizor je bil nekako zelo v to smer nastavljen. Tako da, ja. No super, tega dvojega nisem povezal, tako da to se mi zdi kar super. Hotel sem nekaj vprašati Igorja, ker je, mislim, se mogoče kdo od vas tudi gledal, ampak recimo, kar meni je prva razlika, ki jo opazim v tem filmu je, dobro, sej imaš različne variante zombijev, ne, ampak zelo pogosto so zombiji zelo počasni in pač počasni, no, ne morem temu drugače reči, no. Tle so kar pač ohranijo to neko človeško hitrost, ki jo imajo, je pa nekje ravno v tem času, mogoče malo prej, zdaj ne bom googlal, ker se mi ne da, izšel pač film World War Z, a ne, ki ima prav tako zombije, ki so hitri in tako, ampak recimo, če bi Igor primerjal ta dva filma, kaj bi ugotovil v primerjavi? Je v bistvu sem nedavno poslušal podcast Switchblade Sisters, ki ga ful priporočam in je bil o Train to Busan. In tam sem zvedel, da režiserja je k zombijem navdihnilo ne World War Z ali pa Romero, ampak Snyderjev Dawn of the Dead. To je bilo njemu cool. In on potem ni
običajno so zombiji simbol nečesa, kar je počasno in mu v teoriji lahko brez problema pobegneš, ampak ne moreš, ker jih je preveč in simbolizira lahko cel kup stvari. Medtem ko Snyder ni toliko subtilni, je pač hotel imeti akcijske scene. Zdaj, tule je pa tale je on dejansko nadgradil vse skupaj z ful hudo koreografijo. In ti ljudje, ki so igrali zombije, so predtem bili na enih intenzivnih plesnih delavnicah in so vsi bili plesalci dejansko. Ker prav te muve, ki gledaš, kako delajo, niso, ampak je wow. In to je eden od zelo močnih apilov tega filma. In tudi World War Z, kjer je Mark Foster delal film, tudi ni znal iz genialnega source materiala, ki ga je Max Brooks napisal, ni znal narediti štorije, brez da bi pač pohitril zombije in naredil akcijado z tega. Medtem ko tukaj pa mislim, da je to vzel, ampak je nekaj več. Niso zelo hitri, ampak so nenaravni, so tele njihovi gibi so pač ful dodajo. No? In to moram reči, da se mi je zelo ostalo v spominu, že ko sem prvič gledal in zdaj, ko sem ga ponovno gledal, sem prav preučeval, ker sem to že vedel in je res hudo, kako se gibljajo ti ljudje in koliko njih. Tako da se mi je to zdelo prav fascinantno, pa tudi ne vem, ko imaš scene, ki jih taki strehe svsuje dol, gor tam na železniški postaji, ko začnejo na vlak deževati. In vidiš, da ni bilo CGI uporabljeno, ampak ne vem, 20 ljudi smo skočilo tam tisti meter pa pol dol, ampak kako so skočili in kako pač sinhrono, kako organizirano in kako mu je uspelo to posneti za prvenec, mi je pa definitivno največji čudešno. Ker nekdo, ki je do zdaj delal z pač animiranimi stvarmi, da je to uspel narediti, je wow. Ker ne vem, Terry Gilliam je imel resne probleme. Recimo. Pa je svoje prijatelje moral režirati. Ja, to je kar zanimivo. Potem je še ena večja razlika, ki bi jaz rekel, da se takoj vidi. Mogoče bo Sanja tiše o tem, kaj lahko. To smo se pogovarjali pravzaprav takrat, ko si ti že bila v naši epizodi. Da zdaj, tako nekako, če stereotipno rečemo, so azijske ali pa grozljivke, ki pač prihajajo iz Japonske, z Koreje, so veliko bolj psihološke, zmeraj so šle bolj pač na prikazni duhove in tako naprej. Manj so bile pa v smislu nekega gora, nekega gravža, nekega špricanja krvi in tudi tukaj v resnici. Jaz zdaj, ki sem ga gledal že tretjič, zelo hitro opaziš, da ti pač zombi samo ubijajo človeka, pač ugriznejo ga, samo razširijo virus. V resnici je to zgleda, da pač ta virus zahteva, da ga širijo, ugriznejo človeka in grejo dalje. Pač ne jemljajo mu črev iz trebuha, ne prigriznejo celega vratu, ne vem kaj, skratka, ni neke blaznih špricanja krvi. Seveda kri je, ker pač mora biti pri ugrize zmer kri, ampak se mi zdi, da pa vseeno ohranja nek level, kaj bi jaz rekel temu, okusnega. Okay. Pa je to, ne vem, a bi to ne vem, ker se mi zdi, da mogoče ni bil tok problem denarja, da ni denarja za vrečke s krvjo, ampak da je bolj to pač neka režiserjeva odločitev, ki izhaja tudi iz kulture, iz filmske zgodovine njihove, ne vem. Tako bom rekla, če obstaja narod pod tem soncem, ki te bo probal pripraviti do tega, da jokaš med grozljivko, so to Korejci. Tako da, mislim, pač oni so ful, pri njih je pač melodrama ful dominanten žanr, ne, pač. In tudi, ne vem, v drugih skopih, pač v drugih grozljivkah res bolj ciljajo na psihološke stvari, na sam gor. Čeprav tudi Bog zna, da imajo tudi gora dost, če se lotijo. Ne? To je pač dejstvo. Ampak ja, ne, ni pa primarni fokus na tem. Primarni fokus je na tem, da pač ti nekaj začutiš, ko film gledaš. In
tudi zaradi tega pač, ne vem, jaz sem imela dejansko še pri Peninsuli, potem, ko se bomo kasneje pogovarjali, še bolj mogoče ta feeling, ampak tudi pri Train to Busan je bil res ta moment, da, tako kot si prej ti rekel, da kdorkoli drug bi bil podoben efekt, ker se gre v bistvu dosti za zgodbe teh ljudi, ki padejo v to situacijo. A ne? In to je kar, po moje. Mislim, imaš tudi druge stvari, kot je, ne vem, na Netflixu imate Kingdom, ki je recimo, prva sezona sem gledala, nisem še gledala druge, ampak je dosti odličen, ampak recimo tudi je mogoče bolj na grozljivko, kot na melodramo, ampak ima tudi melodramatične momente, pa tako da ful je. No, se mislim, tam so tudi tele noter dinastijske. Ja, zgodovinske, ja. Kralj, ki ima nezakonskega sina in mlado ženo, ki fejka, da je noseča, zato da bi ona prevzela oblast in vse te variante. Tako. In pol so še zombi. And there also happen to be zombies, a ne, pač ta moment. Tako da, ja, to. Ja, no, pa se tudi igravci, ne, tako kot sem rekel, so kar dosti igrajo v teh njihovih pač melodramah, v teh nekih romantičnih. Mislim, Ma Dong-seok, ki si ga že omenil, si je bolj naredil ime v akcijskih filmih, pa v komedijah. Kar on je v resnici pač... korejski Sylvester Stallone. Ja, to je to. Ime. To je to. To je ona, ne? Ja, točno to. Ampak v bistvu zdaj si dela ime tudi kar v komedijah, ker je tip pač, he's a teddy bear, pa ful je smešen. Tako da, njega imamo ful radi. Gong Yoo je pa v bistvu za moje pojme nekdo, ki je izredno dober igralec, pa tudi zna tvegati, ker pač si zbira take malo bolj tvegane projekte. Ta je bil meni v bistvu največje presenečenje do zdaj v njegovi karieri po svoje, ker pač je bil tak pač bolj akcijsko neki, ampak on je pač to vzel in neki čustvenega naredil iz tega, ne? Čak, to je oče, ne? To je oče od... Ja, to je oče. Oče od te punce. Ampak on je, ne vem, pač, on je edini, ki je imel po domače povedan jajca, da je recimo bil v Kim Jong Born 1982, ki je pač film, ki je tako raztrgal Korejo na pol glede na mnenja. Feminizem, bad word in Korea. In pač on je tako noter v tem filmu. Mislim, ful je tako drzen, da si upa sploh biti. Okay. Recimo v takih stvarih. Pa še prej na začetku kariere je naredil en film, ki se je šlo za zlorabo učencev v enem, v bistvu, iščem, kako se temu že reče v slovenščini, ki grejo internatu. Internat, ja. Tako, v internatu. Hvala. Ja, tako, slovenščina. Ampak ja, ja. Glavno, ja, v internatu, no. In je bilo tudi v bistvu taka zgodba, na podlagi tega filma, ki ga je on hotel narediti in naredil, so potem raziskali primer in so sledile obtožbe, recimo. Tako da, pač, ja, res, kar tako, zanimiv človek od igralca. Okay. Evo. No, okay, pa sem imel pa kar še zelo milo mnenje oziroma o njem. Mislim, to pa res, a veš, jaz sem pogledal kakšne zadetke, sem vse našel na IMDb, nisem zdaj to nekako blazno raziskoval. Kot smo že rekli... Drugač pa še to, ne? Sorry. Ja. Je bil v romantičnih dramah, by the way. Eno od teh dram je drama, v kateri se tip zaljub v nekoga, ki misli, da tip v resnici je pa ženska. Ampak so tako celo serijo gay overtones, ker je še ena, recimo, popolnoma pogumna stvar v Koreji. Tako da pač tudi v teh romantičnih gay dramah, v katerih je igral, je bil kar... Ok, jaz sem ful pristranska, to je moj najljubši igralec. Ampak ja. Tako, evo. Dobro, ampak dobro, da si to povedala na koncu. Ja, evo, to. Tako da zdaj smo ti vse verjeli, kar si povedala o njem, zdaj pa pač... Zdaj pa ne vemo, kaj je s to informacijo. No, jaz moram reči, da sem kar fan pač Maja, no, in res čakam, da vidim, pač, kako bo igral v Eternalsih. Tudi tle v Train to Busan je pač se meni on najbolj dopade, ker je tak pač tako, ker pove temu modelu, kar mu gre, kar jim je za povedati. Skratka, teme nekako, jaz mislim, da vseeno lahko rečemo, da so precej podobne za zombi opus, za zombi dela, skratka, gre za neko obsodbo kapitalizma, pa tega, da smo, skratka, živimo v družbi, ki je zelo odtujena drug od drugega in kjer pač solidarnost ni
prva reč, ki nam pade na pamet, ko napadejo zombiji. Ne? To se mi je zdelo kar zanimivo in imamo pač tudi ta lok prehoda, skratka, glavnega junaka k temu, da je skratka nek hedge fund manager ali neki pač tako, da je skratka zajebo tam tisto tovarno in tiste delavce in vse skupaj je šlo v božjo mater, tudi zaradi njegovih mahinacij. In pa seveda, da se hčerijo ne ukvarja, ne vem koliko, no, kupuje kar 2, neka ta Wii ali kaj že ima. Nintendo te. Ja, skratka. Ja, ena zanimiva stvar mi je še bila, je tudi režiser izpostavil in to je bilo, da virus, ta zombi, ki te prevzema, te ne prevzame naenkrat, ampak tik preden, pač odvisno kak človek si malo, pa to pol na koncu postaneš zloben in to je tisti moment, ko kliče njegovo mamo, babico od Tamale in potem ona na koncu tik preden odloži, reče, da kako se trudi s Tamalo, ampak ona hoče samo svojo mamo tisto presico in potem odloži, nekaj tisto, kak prevzema in potem pri ostalih likih, ko postajajo zombi, vidiš dostkrat, kako grejo v eno smer ali pa v drugo. In najbolj zanimivo je na koncu, ko tale evil kapitalist, preden on pa gre na dobro, njega pa klikne v drugo smer in je prestrašen fantek, ki hoče svojo mamo. To je tak en krasen detajl noter tukaj, ki se mi zdi, da dostkrat potencijala zombijev filmi ne znajo izkoristiti, no, recimo. Nasploh jaz mislim, da je tako tudi tale pandemija, v kateri pač smo zdaj, ki sicer ni zombi pandemija, ampak je pandemija, tudi pokazala, da so kapitalisti tisti, ki prvi začnejo jokati in hočejo svojo mamo, kako hitro pač gre neki narobe. In ta mama je država, ki razpre denarnico in pomaga kapitalistom namesto ljudem, kar je... Ja. Ja. Lej, nekateri pač sam hočejo imeti tanke, da bi se igrali z njimi. Tako da, to je ja, no, tudi to je res. Skratka, imamo ta nek ton, ki mislim, da prevladuje tudi v tem filmu. Zelo jasno je skratka pokazano, skratka, ko v tej debati 2 parov nekaj imamo pred sabo, skratka, da je pač... da je treba pomagati ljudem, ne, da skratka ima tudi njemu potem pomaga, kljub temu, da ga on najprej ni hotel spustiti, da mu je tik pred njima zaprl tista vrata vagona, je pač skratka potem. In na koncu se seveda, tako kot se ima, žrtvuje in pač ima svojo herojsko smrt, ima tudi skratka, kaj smo že rekli, svojo junaško, bolj ali manj junaško, no, smrt. Nekako se mi zdi, da pač imajo večji Jack in pač on rabi več zombijev, da ga pokončajo, medtem ko je unmo dovolj čist za men. Se prečujem, Sanja, se ti zelo prečujem, vem, da kritiziram tvojega najljubšega, ampak gled, tle mislim, da se je moj boljši izkazal, no, v teh prizorih. No. Sej, Maja je mogoče med mojimi drugimi najljubšimi, tako da vse je odpuščeno, ali kako. Ja. Jaz imam še eno vprašanje. V bistvu film je iz leta 2016, isto kot film Get Out in isto kot film The Invitation. In vsi 3 filmi so horror in začnejo se z isto sceno. Na začetku nekdo povozi jelena in ga ubije. Tako, what the fuck je bilo na jeseni 2016, da so se odločili jeleni. Gotta get rid of those. Evil bastard. Mislim, nek simbol je vsekakor dost močen, da povoziš jelena in kako potem se odzovejo ljudje na to, ampak... Mogoče so pa videli, kakšno moja razstava. Prav gotovo. Zna biti. Ja. Da je podrasla. Karin Kusama, Sang Ho Yeon in Jordan Peele so šli na tvojo razstavo skupaj. To so čano generacija, ki je rasla gor ob Bambiju. To je že dolgo generacije. Ja, nekaj tacga. No, kaj sem jaz hotel še pri tem filmu povedati, kar mene pač navduši pri tem filmu je, kako je pač režiser tle uspel nekako zelo dobro izkoristiti ta majhen prostor, izkoristiti vsa poanta. Jaz mislim, da je tega filma ravno to, da so zombiji na zelo mehkem, oskem
prostoru in da bolj čutiš to neko nevarnost, še bolj čutiš to neko nevarnost, pa hkrati tesnobo, pa hkrati tudi paranojo, ki se razvija med ljudmi, ker zelo mi je tako zanimivo, kako v začetku seveda, kot da noben ne ve, kva se dogaja, ne? Skratka, novice poročajo o nekih nemirih, pa o nasilju, tako da misliš, da so neki protestniki ali pa neki tako, pol pa se izkaže seveda, da gre za pač skratka za neko zombi stvar in to se mi je zdelo pač tudi čudovito od tega, kako plezajo tam zgoraj po unim prostoru za prhljago nad sedeži, pa do tega nek zombi pač po noč, vsaj ta varianta zombija po noč ne vidi dober, skratka, kako se med njimi zelo počasi morajo premikati in tihotapiti, pa seveda zapiranje teh vagonov in tako naprej. No. Ja, mislim, da je zelo dobro pogledati to inteligenco teh likov, ne? Kako se lahko, če skupaj sodelujejo, uprejo temu, pa da je zelo brihno, da ni stupid, da pravo, veš, te preseneti, ne? Ta pristop, ki so ga obrali od tega, pa še po vrhu ta, zdaj že skoraj da rekel, korejska logika vlaka, pa nekega teološkega pristopa do, kao, od tukaj moram priti do kea, ne? In je tudi premik po družbi, pa po zgodbovnih lokah, pa po likih, ne? Kako morajo odrasti, pa premagati lastne notranje prepreke z tem, da se premikajo po vlaku navzgor, kot v enem drugem znanem korejskem filmu. To se mi zdi, da je bilo zelo... Mislim, ker je simple, pa ful dobro funkcionira, no, to je res super. Ja, kot pač Čeprav zombijem v bran, jaz, ki sem prvič na tem vlaku, tudi nisem znala vrat odpreti, tako da... Ker pač zombijem v bran. Prvič, da je kdo rekel zombijem v bran. Ja. Pač high-tech, kaj ne rečem. Mislim, da imamo citat epizode vsekako. Ja, jaz tudi mislim. Ampak ja, no, sej, mogoče je tudi to eden izmed potov, ne? Skratka, zombi so tle pač spet mal neumni, mal čredna množica, ki pač skuša pojesti ljudi in to so tudi pač med njimi tudi kar veliki kapitalisti. Še neko stvar sem zdaj hotel tle reči, pa zdaj ne vem, če se bom domislil. A je kdo še hotel kaj povedati o prvem filmu Train to Busan? Jaz mislim, da je čudovito posnet, predvsem v kontrastu z drugim, ne, ki ga bomo omenili, je full svetu, veder. Ima en tak lep kontrast do tega vsega nasilja pa emocionalnega naboja, komod se predstavljam, da bi en Hollywood to naredil dosti bolj chiaroscuro dramo iz tega, ne. Tu pa so v bistvu te lepe pastelne barve in meni je všeč ta kontrast, ker nekako pričakuješ neko na pol soap opera dramo ali pa neki tak bolj lahkotnejši pristop in z temi zelo subtilnimi pristopi dotipiti na začetku, kaj se dogaja, ne, tudi to nasrna, ki se dvigne, ki je ful lep prizor že na začetku, pa potem z temi, zdaj sem tak izrazil Shaun of the Dead background dogajanjem, ne, ko se počasi razkriva, kaj pa je tukaj odzad. Vsi ti elementi ful lepo dodajajo k tej lepi sliki, ne. Na pol neko čudežno potovanje se ti zdi na začetku, veš, res, taki feelings, no. Ker pač ja, imaš sicer dramo, imaš neka razmerja, ki jih treba popraviti, liki, ki imajo svoje probleme, ampak veš, ta mala, naprimer, ful pogreša, ker oče ni bil na njenem recitalu himne, naprimer, veš, tak se ti zdi, wow, that's kinda cute. Vse kot neki, ne vem, Christmas movie, veš. A ne? Mislim, če bi bil slučajno Božič, pa da bi ona dva potovala tja k mami za Božič, ker mama živi v Nakatomi stavbi, mogoče je bilo zelo. A jo, tista. Joj, pa ne more zrinta, veš, Die Hard z prvega mesta božičnih filmov. To je tudi res, ja. Boš pol postiti, koliko je. Drugače, ameriška verzija je bila že nekaj let napovedovana, ampak se nikoli ni, hvala Bogu, uresničila. Ja. Ne, jaz sem hotel še tisto, kar je Igor omenil, zdaj sem se domislil. Igor je omenil ta prizor, ki padajo skozi steklo zombi, skratka, ki se naenkrat pač poči steklo in padajo dol. Tle se pač vidi tudi, odkot so seveda Game of Thrones pobrali neke svoje stvari, kako se White Walkeri premikajo, ne? Kako pač jih je čisto vseeno, ker lahko padajo pač dol
se lahko mečejo kar z nekih pač pečin in tako in napadajo one spoli dol, ki pač ne umrejo, ne, in pač boli njih patak, če dol pade, ne, da ne menjam, da lahko grejo v jezero iskat zmaja, kaj že so ven potegli, ne, z jezero, ker so pač not popadali, tako da to lahko zombi vse naredijo, a ni to zelo uporabno, uporabni fantje in dekleta. Skratka, drug film, zdaj če gremo na drugega, ima tudi različne naslove, Train to Busan 2, Peninsula, pa sam Peninsula, pa Train to Busan predstavlja Peninsulo. Skratka, film, ki je letos išel ven, ne samo, da je letos izšel ven, je eden največjih globalnih hitov, zato ker je prišel v kino na azijskih trgih, kjer je kino, zato ker so premagali pandemijo. In tudi poleti je prišel v Ameriki v kino, kjer je zaslužil kar nekaj denarja, ker pač Američani niso dajali novih filmov, sploh ne akcijskih van, tako da je pol bil kar na prvem mestu. To je bil dejansko, poleg tega, da so Američani dali Oskarja korejskemu filmu, so še poleti v Blockbuster Season dali korejski film na prvo mesto lestvice za 2 tedna. Honestly, Netflix zdaj sam korejske stvari kupuje, tako da na polno, ja. No, skratka, jaz sem bil kar malo razočaran, ker sem pričakoval, da bo Netflix tole kupil, ne, ampak sej verjetno še bo, mogoče še bo, no, skratka. To niti nisem vedel, da je prišel v kino, ampak kakorkoli hotel sem reči, da skratka zgodba je tukaj zdaj leta, da pač iz nekega razloga to izvemo ob gledanju neke ameriške pogovorne oddaje, izvemo, da pač skratka je ves polotok zdaj le zaprt, karantena je in zdaj neki liki skušajo iz Hong Konga, pač kot neki, kako bi temu, emigranti, skratka, jih nekdo pošle nazaj po en kombi poln ameriških dolarjev in češ, da se nimajo kaj bati, se itak grejo zvečer tja, poberejo kombi, pridejo nazaj do pristanišča, tam jih poberejo in je to. In to je premisa tega filma. Jaz sem tako zdaj odkrito spet povedal, tako kot sem pri prejšnjem, da sem bil pa tokrat precej razočaran, mislim tako. In da zaradi tega tudi polno zdaj lahko povežem čist na začetku, potem tudi nisem šel seulske postaje gledati, ker sem imel včeraj, tako sem bil, ne da se mi, res ne. Skratka, mene je po prvem, ker sem res delal, da je zelo dobro izkoristil premiso zombijev na vlaku, se mi je tukaj zdelo, da pač polno mesto zombijev, prvič kar nekaj ponavlja, neke klišeje, ki sem jih jaz gledal recimo v The Walking Dead, od tega, kako zombije uporabljajo za pač boje oziroma za te neke igre, ki se jih grejo, karkoli pač. Do najbolj pa pri tem filmu, kar me je razočaral in kar mi je bilo v prvem in zdaj mi je še bolj jasno, ker je Igor pač to omenil o plesalcih, ne, skratka, če imamo v prvem filmu to zelo telesno prikazano in ta zombijevsko pač gibanje in vse to, se mi je v drugem filmu zdelo vse to gumijasto, CGI-evsko, računalniško, od tega, da avti se nekako odbijajo od sten in od vsega, zato ker pač preprosto niso pravi avti, ampak so avti iz neke igrice. Pač, skratka stvar, jaz sem napisal, da zgleda malo kot Mad Max za zombiji, čeprav v resnici malo zgleda kot Mario Kart za zombiji. Zelo. V resnici. Tako da, kako ste vi gledali ta film, da ne rečem nič, seveda v melodrami, zdaj pustimo, zaenkrat gremo ta del, pogledati, kako se je vam zdel drugi del. Ok, bom jaz. Predvsej za nič, pa tudi sem bil razočaran. Mene kot prvo moti look, ki zgleda čist temen, omakast, kot neka videoigra. In od tega celega filma, ki se mi zdi, da bi boljše delo kot videoigra, sem odnesel zgolj karčese. Ti so mi bili izjemni, kljub temu, da vse zgleda full fake, pa brez neke teksture. Tamala, ki ga fura, je ultimativni badass. Že ta napram liki, ki so v tem filmu, napram ta prvega, ki so vsi neki, niko in ništa, nobeni specialci, nič. Tukaj headshoti padajo kot za šalo.
vsi obvladajo orožje, vsi obvladajo avte, vsi ne vem, kva obvladajo, da ne govorimo o bad guyih, ki so pač zlobni, zato ker pač nucamo zlobneže. Pa ja, mislim, da to gumijasto gibanje zombijev bi mogoče prej pripisal neko koreografijo, ampak vsi so full oddaleč posneti. Veš, na onem vlaku so bili dosti bliže, bolj prisotni. Tudi fight scene so v bistvu bili malo, kako rečem, boljše koreografirani, z daljšimi kadri. Tukaj pa je vse tako hipno, zelo hitro pospravljeno z headshoti ali pa enim udarcem je že na tleh in ga več ni. Tako da ta neka ves suspense pa groza, vsaj v teh zombi fightih je zelo zminimalizirana. Kar če si to je okej, ampak to je res edino, ki je cool meni. Mito, pa moraš gledati Fast and Furious filme, tam je boljš. Tam ni zombijev, so pa kar če si res boljš. Jaz bom zombi rado, če to gledam. Ta mojih 5 centov za to točko. Ne, mene je zelo motilo vizualna podoba, ki je čisti CGI cel čas. Sploh pa to, da ko se po noči dogaja, pa je ful svetlo. Mislim, se razumem, da nočeš narediti pretemno, da se kaj vidiš, ampak to ni prav res tema. Kar so prikazali, pa se mi zdi, mislim, tam v prvem filmu, ki so v teh vagonih, ko so v tunelu, ja, je ful bolj temno, ampak dejansko vse vidiš brez problema. Tukaj pa pač je ta noč, ampak dajmo imeti polno osvetljavo cel cajt. Tako da je luna, pa vse ulične svetilke, pa ne vem kaj še. Mislim, že to me je motilo. Sama zgodba, taka Car Chases so se mi zdeli res, ja, Mario Kart, tako je rekel. Tako da, to drugače pa pač to Hulk-Faced je rip-off drugih filmov. Mislim, Mad Max, Escape from New York sta dost obvious, pol pa je tak ful podobnosti s filmom Doomsday iz 2008, ki ga je Neil Marshall posnel. In ta Doomsday je film, ki sem se ga zelo veselil, zato ker sem bil do tiste točke fan Neila Marshalla, ker je naredil Dog Soldiers pa Descent, pa pol kasneje še naredil Watchers on the Wall za Game of Thrones, ki je najboljših delov, ampak tole pa je čisti ološ, ampak je skorista štorija. Samo da je Škotska tisti del polotoka, tisti polotok, ki je diseased, in tam mine 30 let in potem pošljajo not ekipo specialcev, da dobi zdravilo, ker zdaj se 30 let noben ni obadal s tem, zdaj pa bojo gor poslali. In kakorkoli, in polje se vozijo z avti gor pa dol, imajo Thunderdome, imajo viteze, tisto je tak a touch of crazy tam na koncu, ja, Malcolm McDowell pa ima en grad tam, pa so vsi viteze oblečeni, pa se pretvarjajo že 30 let, da so vitezi. In okay, že to sem ja, jaz kodaj hočem kind of videti. Ja, jaz tudi, glih to, ko si povedal, Točno. Igor, slabo ti ne znaš delati ne reklame filmom, res ne. To je vse, kar si povedal, bi mi gledali zdaj. Pa kar česi so z Bentley, ki jih niso mogli dobiti free, ampak so jih šli kupili Bentley, pa enega razfukali. Zakon. Ja, so pa, je pa ena cool stvar v Doomsdayu, mislim, in to je, da glavna junakinja, ki igra Rona Mitra, je brez očesa in zdaj si lahko ima stekleno oko oziroma kamera oko, ker je pač cyborgiš, pa okrog ovinka gleda z njim. Kar je cool. Ampak to izkoristijo v prvih 5 minutah, pa pravzaprav ne več kaj dost. Ker je preveč cool, I guess. Cool. No, v glavnem ful je podobnosti tega Peninsule s tistim filmom in nobeden od teh dveh filmov mi ni posebej všeč in oba sta se mi vlekla za pogledati skozi in sem bil vesel, ko je bilo konec, da pač lahko rečem, ok, to smo dali skozi. Tako da, Sanja, kako se je pa tebi zdela Peninsula? Ti pa poznaš tudi te igralce, ne? Jaz poznam tudi te igralce. Jaz sem v bistvu zaradi Kang Dong-wona upala, da bo mogoče to bolj solidna zadeva.
ker pač je zadnjih par filmov, ko si jih je zbral, zelo nesrečno roko zbiral. Ampak moram reči, da moj glavni problem Peninsula je v tem, da ni zombi film. Pač tako, kot Train to Busan, ki smo se prej pogovarjali, pač lahko vzameš vse stran, pa imajo velike solidne zgodbe, pa lahko katerakoli druga grožnja, pa bi še vedno delovalo. Problem Peninsula je v tem, da zombi kao so tam, ampak komi, pa če vse vzameš stran, je to res en beden akcijski film. Mislim tako, ne vem, poor man's Expendables. Pač, mislim na to foro, no. Tako, bolje heist movie, kakaj drugega. Pa res mislim, ni zombi film. Jaz tega tako mislim, vem, da so zombiji tam, ampak res ni zombi film. Ja, uporabljeni so v bistvu bolj kot neka prepreka. Background je. Nek joke. Talen background je in pač v bistvu se ne gre sploh za njih, ne. Pač tako da, pač so tam. Tudi se mi zdi, da v bistvu kao, začne se kot heist movie, triada najame, pač pejte po milijončke, pa bomo vsi veselo rajali do konca v Hongkongu, ampak to po 5 minutah oziroma 15 minutah filma, ko pristanejo, spustijo. Konc, sploh ne gre več o tem. In meni je tonsko zmeden popolnoma. Ja, pa tista melodrama je šla čisto v neko drugo smer, ker pač, mislim, ful je prazen in ozadje, ki bi lahko bilo močno, je tam nekje, pač okoli. Sej, pa tudi world building je zgrešen, ker tak, tale ženska z otrokoma pa onim detkom je edina ženska tam in oni so kao prej bili v tej bazi in so šli proč. Ja. In tak, nobene druge ženske niso imeli in so tej dovolili, da gre kak. Ja. Mislim, a niso gledali 28 Days Later, kaj vojaki morajo narediti z ženskami, tisto tako malo manual, ne? Kaj narediti z ženskami, če si vojak, ki, imaš postojanko in orožje. Ne rečem, da bi hotela to gledati, ne? Ampak sploh ne, ampak bi bilo pa definitivno bolj logično, kot to, da je enostavno kaj, a so bile vse ženske, razen te ženske s tem 2 otrokoma prešvoh in so pomrle, ali kaj, mislim, tako, ne vem. A so pa bile tako dobre, da so spizdle, eno tega? Eno tega, to mi je všeč. Ja, to mi je všeč. Pač, tam so stali samo neuporabni deci in to so vojaki. Ja. Okay. To še na pol kupem. Se upravičujem. Malo mi je potem to minus na edino, ki je noter, a ti pa res ta glupa, da nisi mogla vedeti, ampak okay. Ja, oni niso hoteli vzeti, oni pač niso hoteli pobrati z avtom, se vidiš. Sicer res nekam bi oddali, ker so itak bili vsi sedeži polni, ampak niso je mogli vzeti na ladjo ali kaj že bilo, ne? Kako se vam zdi, taki feeling ima, da v bistvu ta film, če bi vzel Battle Royale iz tega filma, ki vzame kar naenkrat s onimi vojaki, pa potem z ringom, pa potem Battle Royale, ki jih špricajo, pa ne vem, kaj imajo kar celi Hunger Games noter, ne? Če bi tisto ven vzel, tisto traja 20 minut in je cel plot okrog tega, kako mora rešiti svojega pokojne, mislim, brata ali žene, mislim, sestre brata, nekaj tajega, no? Ker tako bremzo stisne na ves film in se mi zdi, da če bi ono ven odmaknil, bi mogoče malo bolj imel nek boljši flow, ne? Kljub temu, da emocionalnih točk sploh ne zadane, ki jih potem želi na njih kapitalizirati, ne? Ampak ko sem prišel do onega Battle Royale, je bilo tako, pa kva se zadogaja, to je čist boring, no? Mislim, da se vleče za kar neki. Gledamo folki navija, pa meče sandviče v ringu, no, to je kar neki. No, dober, tip s svetlečimi palcemi je imel kar moves, ne? Ja, okej. Ja, Johnny got the moves, to je res. To je to. Ne, sem tako, res je tako slopi scenarij. Mislim, to je tako drugač ful klasičen, ko bi človek temu rekel, korejski filmi ful radi, vzamejo nek film znotraj nekega žanra, ga naredijo ful dober in pa se odpre market za ta žanr in pa vse, kar zatem pride, je narejeno prehitro, prešlampasto, ne vem. In to je pač tako ful simptomatsko, se mi zdi. Ker zdaj je totalen market v Koreji za zombi filme, by the way. Prej ga ni bilo, zdaj pa full market. Tako da, ja, to čisto verjamem, ja. Aha. Je se tudi Kingdom je pomagal zagnati to, ne?
serija. ampak Kingdom je bil po, a ne? Ja, ampak najprej Train to Busan. Kingdom je prišel v sklopu tega vala zombi filmov, ki so pač zdaj. Tako. Tudi letos recimo je prišel ven še en film, Alive, tako da sto v bistvu več zombi filmov je prišlo letos ven. Ne vem, če ste gledali Burning mogoče, od I Chang-donga. Pač ta Yu Ain, ki je v Burningu, ta glavni igralec, on je glavni igralec v Alive. Tako da. Pa je Alive, zakaj? Nisem ga še videla. Ker pač ne vem, če ga hočem gledati. Bomo videli. Letos moram reči, da mi ni full leto, v katerem navdušeno gledam filme o virusih. Razumljiv. Sploh ne, če so slabi. To. Tudi se mi zdi, da tale film ima kar niti ne tako subtilno težnjo biti internacionalen z vsemi temi angleškimi dialogi noter, ne? So kar malo cipastno. By the way, full fun fact, ne? Ta na začetku tip, ki govori o tej pandemiji, pač ta intervju v nek angleščini. To je tako full tak moment za nas, ki smo znotraj te skupnosti za azijske filme, ker to je v bistvu Piers Conran, ki vodi Modern Korean Cinema webpage in je eno od najbolj znanih kritikov za korejske filme. In on tako napolno dejta žensko, ki je zdaj dost sama se uveljavila kot režiserka, prej pa s Park Chan-wookom delala in ga je ona v bistvu očitno noč spravila, da ima sem pa tja že kakšno angliško govorečo vlogo. Tako da Amerika sem ga zagledala, je bilo sam tako, wait, what? Pač. Okay. Je bilo tako, ok, dude, sej bo. Ampak še posebej, ker ta prizor je res gledal, ker sam sep namen. Res ne razumem, zakaj smo mogli to imeti pojasnjevanje, ekspozicijo z nekega. Mislim, enostavno bi lahko napisali 3 leta kasneje. Še par stvari, ki so se mi zdele malo žaljive do gledalcev. Prvo kot prvo, sem šel to preveriti. Benzin. Benzin običajen crkne v 3 mesecih. Če je full čist, torej ta high-end, tisti zdrži pol leta in če ima full enih dodatkov, lahko zdrži 3 leta. To je postavljeno 4 leta kasneje, noben benzin ne bi mogel več delati. Poleg tega pa jebeni akumulatorji. Prva scena, oni pridejo tja, prvi avto, ki ga vzamejo, cool, bomo ga zagnali, kasneje noben avto, več ni problem, vsi imajo napolnjene akumulatorje. Come on, po 2 mesecih noben avto se ne bo hupa več delala, ne bo vžgal. Dejno, pa če že na začetku pokažeš, da niso to magic cars, ne biti fucking slow. Igor, The Walking Dead se dogajajo ne vem koliko let po začetku, zdaj že 10. leto, pa še vedno avti komod vžgejo, če jih pač zakurbljajo, ali kakorkoli se temu reče. Tako da glej. Ali pa so zombi full hudi avtomehaniki. Oziroma, Igor, 2020 je You Believe in Science? Come on. To pa je še kar najboljši odgovor, imaš prav, Sanja. Mislim, a si preveril, a zombi obstajajo? Mislim, jaz ne verjamem, jaz mislim, da je to vse zarota. Drugače pa, kar se tiče nekih car chaseov pa zombijev pa tega, je pa bil par let nazaj iz 2014 avstralski film na Leafu, Wormwood, kjer pač dajo potem te zombije na zunanjo stran avtov in imajo cele neke meče, full insane film, full smešen, zelo dober, Wormwood z Y. Zelo vrejo. Mislim pa, da tam zombije povzroči meteor, ampak ni vse. Vseeno je, avte delajo neke mašine, tisto za pogled, super je. Okay. Wormwood. Okay. Koliko je bil pa benzin star? Tisti je takoj po apokalipsi, niti 2 tedna ne. Pa v Avstraliji imajo zihar visoko oktanskega, to zihar, kaj spremeni stvari. To že iz Mad Maxa je jasno, da tam imajo res hud benzin. Drugače igravci, ki so tle, jaz mogoče, tle sem prepoznal sam se kratka Kim Do-yoona, ki igra v Wailingu.
iz 2016, drugače pa en igra v tem tudi zelo znanem, ki pa res nikoli nisem gledal, Gunhamdo, ne vem. To je pa ta med japonsko neko kolonialno ero se nekaj dogaja, mislim, kar visoke ocene je nekje dobil. Okaži tist, neki island. The Battleship Island. The Battleship, jaz sem pa tako War Island, ampak ni War Island, The Battleship Island, ja. By the way, ta film tudi ni tako dober. Aha, no. Totally worth it. Ja. Ja. Ne, pač ta film je tako, tudi ima ful težave s tem, da bi se odločil, kaj je. Mislim, bless režiserja, ki je drugače tudi igralec, ampak in pač glavnega igralca Hwang Jung-mina, they try. Ampak tako na koncu imaš celo sekvenco z slabim CGI-jem, popolnoma nelogičnim krajnim koncem, sem zato, da je imelo pač ful. Pač določene stvari so dobro narejene, ampak glede na to, kakšna tema je bila, ki je v bistvu, oni so dejansko imeli pač Korejce ujete in uporabljali za čip, delovno silo, in je tako dejansko pač spor med Japonsko pa med Korejo, se okrog tega vrti, da Japonci ne priznavajo, Korejci zahtevajo, da priznajo, pač da se je to dogajalo. Tako da v bistvu so imeli ful ena huda tla, na katerih bi bilo zagraditi, ampak pač so jih kar potunkali. Tako da, ja, evo. Potunkali, hashtag Dolenska. Tako. Tako da ja, no to sem še hotel omeniti, drugače pa ja, tudi tle Peninsuli je pač meni bil konec, pač tako razvlečen ta melodrama, se bo zdaj ona mama ustrelila ali kaj bo zdaj in polun, njegov notranji boj ali naj igre pa končno pač popravi unu napako, da je kot otrok, on je bil takrat otrok, ne, da se razumemo, da je foter pač ni vzel, oziroma vojak ni vzel jih v avto, skratka ni bil on kriv, no, ampak skratka zdaj hoče pač iti pomagati in pol. Meni se je zdelo, da je en flashback, vsaj en flashback premalo. Res? Ja. Viš, jaz pa ne, meni se je pa zdelo, da so flashbacki bili ravno, da si spet se spomnil tist, kar si videl pred 1 uro. To se mi je zdelo kar pomembno, no. Pa še brat, zdelo se mi je zelo pomembno, da je spet pokazal pač brata Svaka, no. Da mu pove, nisi nič kriv. Ja, in tako, kar obupal si. Ja, točno to, ja. No, to se mi je pa zdelo res tako, o moj bog, no, Allah, obupamo vsi, pa je konec. Ja, obupajmo na tem filmu. Tako je. Ne, res na koncu se mi zdi, da so tisti 10 minut se vleče, vesta Jane, Yuen scena, no, ki popolnoma ni zaslužena, pa še tista sentimentalna žalost, muska gor prepopana, kao, prosim, čutite nekaj s temi liki, na vsak način nekaj moraš čutiti, zdaj tu na koncu, ki si tak, ne, bolj me kurac, ona se ne pihne, pejte že. Mislim, ker si popolnoma ne zaslužijo, res, noben si ne zasluži. No. Ja, no, niti slow motioni te niso pripričali. To še najmanj. Ta neki DC shit lahko ostane na polotoku. Ej, DC je cool. Kar debatabilno. Ok, veš kaj, kar predlagam zdaj tukaj vsem slovenskemu, vsem našim 500 občestvom, razumeš? Ko da Snyder Cut ven, prideš nazaj, pa sem pomenil, je dobro, ni dobro. Alright. Challenge accepted. Ne, it's like, come on, it's gonna break my heart. Sej vem, ampak upam pa vseeno. Prijed bom malo soli še na trosu. Mimo grede še pred Snyder Cutom bomo dobili Snyder zombie film za zelo podobno zgodbo, kot ima Peninsula. In sicer Evo v zombie outbreak, Vegas Casino Heist, tako da Peninsula meets Ocean's 11 or something. Okay. Escape from LA. Tako da pa Dave bo tista v glavni vlogi, tako da to je plus. No, to pa je premisa, ne vem, če me to zanima, ampak pustimo se toplo presenetiti. Ja, skratka, jaz mislim, da vsaj prvi film vsi zelo toplo priporočamo, kot že rečeno, najboljših zombijevskih, drugi pač razočaranje, ampak še vedno mogoče zaradi car chaseov, ki jih je Mit omenjal, je za pogledati, čeprav priporočamo ljudem Fast and Furious bolj, ali kako? I guess. To je to. A Tokyo Drift?
Tudi, ja. Tokio Drift, ja. Glej, vsaj kontinent. Vse se dogaja v Tokiu, domnevam, da nisem naslov. V bistvu poznam sam naslov, gledala ga pa nisem. Prvih 5 minut je v ZDA. Prvih 5 minut nekje ali pa 15 je v ZDA, pol pa glavnega junaka vržejo v Tokio. Mora iti k fotru živeti. Ne, k fotru mora iti živeti, ki je tam vojak. Ja, pa ni Jakus. So, ampak fotor je pa ameriški vojski. Se na Japonskem dogaja. Halo? Ja, jaz mislim, da to je to, kar lahko povemo o tema dvema filmoma. Mito, ti imaš na vrsti tvoj Star Trek kotiček, skratka, domnevam, da si označil, kje se zombiji dogajajo v Star Treku, ne kjer so hudi car chase v Star Treku. Ja, zombiji, ne car chase. Je pa torej Star Trek Enterprise serija, epizoda je pa Impact, če se ne motim. Impulse, pardon, ja. Torej 3. sezona, 5. del, kjer Archer in ekipa, ko pridajo v 3. sezoni v neko neodkrito področje, kjer se dogajajo ful čudne stvari, na vulkansko ladjo, kjer so vsi pobesneli zaradi nekega elementa in jim totalno odklopi tele potlačena čustva in so vsi zombiji. Prav v seriji je opisano zombie-like Vulcan behavior. In se grizajo, koljajo, trgajo drugemu ude stran, začne se kot neka heist predpostavka, da morajo ta element spraviti na svojo ladjo, da ga uporabijo kot zaščito, se pa sprevrže v survival horror in je to ena redkih, res skoraj da true horror epizod v Treku. Aha, ok. Tudi to se sliši zanimivo, se veselim, ko pridem do tja. Ne, če sem 10-15 let. Ja. V rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo smo. Sanja, ti ima seveda kot gostja to prednost, da prva poveš, kaj gledaš in poslušaš in bereš v teh karantenskih časih, kaj te zadnje čase navdušilo, da priporočaš tudi našim poslušalcem. Jaz sem šla v popolno regresijo. Letos. Šla sem nazaj na Dolenjsko in potem se pač tudi spodob, da spet poslušam Iron Maiden in Brave New World, ker se mi zdi ful v momentu in pač gledam Star Treke, ampak gledam tudi Discovery, ker vem, da je to pač mogoče ful kontroverzno mnenje, ampak meni Discovery ful všeč. Nice. Odpišem. Ja, meni je pa nekaj I love to hate Discovery. Okay. Moj guilty pleasure je. Okay. Tako bom rekel, mogoče lahko mi dva zato zdukama, odko dva itak ne gledate. Meni je ful zanimiva premisa, do zdaj pa tudi v 3. sezoni, ker je nekaj svežega, nekaj, kar še ni bilo za videti, ampak Michael mi gre vedno bolj na živce. Ker ponavlja eno in isto napako v vsaki sezoni, naredi eno in isto. In prav v prejšnjem delu je zopet naredila isto I'm a Rebel foro. In se mi zdi pa, kva ti delaš, no? Strinjam se. I'm worried and I'm watching. Worried. Ker pač... To so moji sentimenti, evo, bravo. Tako. Ne, strinjam se. Jaz sem v bistvu bila na začetku 3. sezone sam fulno vdušena, ker sem tako, a ne. Čeprav mislim, ta isti del je bil tako tehnološko čudovit. My geek side was very much enjoying the show. Ampak, ja, ne, mislim pač, kar se dogaja pač čist pisanje njenega lika, je pa tako, mal se morajo uloviti, no. Mal drsijo. Tako da bomo videli, kam bomo pridrseli. Ja, zdaj po prejšnjem, oziroma ta zadnji del je bil malo bolj, ker neka odločitev padla, upam, da bo zdaj nekako pospravili določene zadeve v predal, pa da bojo lahko drugo polovico sezone malo bili bolj jasni, no. Jaz dejansko nisem imela še časa, bom povedala zakaj, gledati tega prav zadnjega dela, šparam si ga za jutr, upam, da mi bo uspela. Ampak do tega zadnjega dela je bilo pa tako, ja. Na liniji. Skratka, Sanja, hotela si povedati, zakaj nisi imela časa zadnje dni? Ja, to zdaj tudi povej. Jaz v bistvu bi rada vse, ful lepo, ki to poslušajo, povabila, da si ta teden, če ne bom imeli kaj za delati ali pa rabijo kaj, da jih zamot, da si pač pogledajo link, ki sem ga že dala, bo potem v vaših zapiskih, ker bo potekal teden korejskega filma,
v organizaciji veleposlaništva z Dunaja, veleposlaništva Republike Koreje z Dunaja. Tema so A Century of Women, stoletje žensk, in je v bistvu zbranih 5 ženskih filmov, ki v zadnjih 100 letih, v bistvu pripovedujejo v zadnjih 100 letih zgodbo žensk v različnih obdobjih. Med njimi je tudi ta, ki sem ga že prej omenila, ki je ful kontroverzen, ki je Gong Yoo v njem, Kim Ji-yeon, Born 1982. To je film. Na linku, ki je tam na voljo, si lahko pogledate in cel program, ki je več o programu. Mi smo tudi posneli danes ene videe z discussions, ki bodo spremljali vsakega od teh filmov, da imate še malo background information. In še to, filmi so korejski z angleškimi podnapisi, so pa za ston. Se pravi, ogled je brezplačen, samo registrirati se je treba na povezavi. In to je to. Aha. Ok, skratka na vodo bojo in sem brezplačen. No. The best. In to je to. So pa specifično na voljo samo za Avstrijo in Slovenijo. Aha, ok, super. Všeč mi je, najbolj od tega mi je všeč ekskluziva. Ja, to je to. Skratka, žal mi je, naši mednarodni poslušalci, Mito in Sanja, pozabljate, da pač nas poslušajo od Kanade do Japonske. Skratka, žal mi je, ampak samo če ste v Avstriji in Sloveniji, boste to lahko. No, Japoncem lahko rečem, sumima se en. Drugače pa, kot je me opozoril Mitja Okorn, obstaja VPN, tako da pač si nabaviš VPN v Slovenijo, pa lahko gledaš. No, to pa je kraja, to pa mi ne podpiramo. Človek mi je to svetoval javno, da če pač želim si ogledati njegov film, ki je na voljo samo v angleško govorečih državah, naj uporabim VPN. No, Pol pa prodajmo to kot obvod po obodu. Tako, za vse naše mednarodne poslušalce, skratka vsi, ki nas poslušate v Kanadi, Mehiki, Kungoti, to je rešitev za vas VPN. Delajte se, da ste v Sloveniji, tudi Kungota. Delajte se, da ste tukaj z nami. Igor, ti si na vrsti, da poveš, kaj si gledal, čeprav ne vem, a si to gledal ali poslušal, ker imaš napisano 3-krat Springsteen. Jaz nič ne razumem, a so to filmi, dokumentarci? Ja, tudi v zadnjem vikendu imam članek o tem. Bruce Springsteen je posnel v zadnjih 3 letih 3 filme. Prvi je na voljo na Netflixu, tu sem dal kar linke do tam, kjer se jih da videti. In je Springsteen on Broadway in je posnetek njegove predstave, ki je naredil za Broadway, kjer je nameraval en mesec nastopati, potem pa 1 leto nastopil, bolj manj 5-krat na teden, in je pač veliko govori, pa malo kako ima to špila, govori pa prilike iz svojega lifea, dosti temelji na njegovi autobiografiji, ki je na voljo v dost vredu prevodu, tudi slovenščini. Zadeva je super, če ste Springsteen fan, ampak pač posnetek gledališke monodrame v bistvu. Bolj manj je cel cajt on sam gor. Druga zadeva, drugi film, lanski, Western Stars, ki je glih na HBO-ju, je njegov režijski prvenec, ga je sam režiral skupaj z tipom, ki je ostala 2 filma režiral, pa večino njegovih videospotov. In je posnetek pač koncert naredi v nekem temu sceniku, ki ga je dal obnoviti, in ima publiko noter in simfonični orkester, in je super. Zelo lepe barve, vizualno, krasno. Ta muzika je z prejšnje plate, ki ima tak bolj country vibe in je, mislim, da barvno in vizualno zelo zadev, celo zadevo super, pač spet gre za komade, pa vmes on razlaga štorije o tem, kaj v lifeu ga je pripeljalo, da je naredil ta komad, in zelo, zelo dobro. Tretji Letter to You je pa na voljo na Apple TV, in je povezan z novo plato, ki ima naslov Letter to You, in on pa njegov E Street Band so v studiu v New Jerseyju in
pač vse komade odšpila, vmes pa on razlaga o zgodovini benda in o tem, kaj jih je pripeljalo do tega, da so naredili posamezne komade in je pa čist drugačno vizualno posnet, je pa čist tak črno-bela, ostra slika, vmes pa so pomešani te neki njihovi arhivski posnetki, ki pa so dostkrat barvni, ampak tak zablurano, tak Super 8, dostkrat pa to in je zelo tudi vizualno čist drugačen kot on, ampak tudi zelo lep film. Tako da priporočam. Menim pač, če si Springsteen fan, te 3 filme moraš videti bolj ali manj, vsi so na voljo preprosto v Sloveniji, v teh videotekah ali pa kak drugače. In poleg tega sem pogledal še pač Afterlife vibe, še predlanski en film iz Lifa, ki pa glih kar, mislim, da ko to snemamo na TV-u, In den Gangen med policami je pa romantična drama o enem tipu, ki dela v tem nekem ogromnem diskontu, kjer policija filaš z viličarji, ne z vozičkom, in potem, kako se pač navezujejo stiki v enem takem okolju službenem, zelo pristen, zelo minimalističen film, krasen in ful je tudi o viličarjih, kar je pa tako žanrskega vmes, pa je dejansko so izseki ene žanrske parodije nemške not. In sicer ta glavni junak dela vmes izpit za viličarje in imajo tisto teorijo, kjer jim pokažejo, kako lahko pride do nesreče, in tisti kao izobraževalni videi so dejansko en nemški horror spoof iz izobraževalnih videov iz 90-ih, in pol je pač tak, da oni kak ni previden in oni prehitro pripelje z viličarjem in človeka tako na pol vtrga in kjer šprica povsod, in potem še tako proč pogleda, da moraš v kamero, ne, moraš paziti, moraš tako križ prica od strani gor po obrazu. Tistega je res zelo malo je tega not tega filma, ampak je Okay. No, to se sliši čisto super, take izobraževalne videe bi še jaz gledal. Mito, vem, da si ti tudi pogledal enega od filmov, ki so trenutno kar precej vroči, no? Run, ja. Iz 2020, mislim, da je ravno kar je šel v Ameriki, no, na njihovih pretočnih zadevah, na Huluju, če se ne motim. Je pa dost frišna, pa kar cool preganjavica žanr film, na bolj tako mizeri temo, no, da se tako izrazim, da ne spoilam preveč. Je pa zgodba o materi in hčerki, ki je po porodu, ki jo pestijo po porodu določene tegobe, od paralize, astme do nekih izpuščajev, kar se pa potem skozi film izkaže, da ni vse temu tako in da je tukaj dost več posredi, kot pa se na prvo žogo kaže, in je film zelo preprosto posnet v bajti, ima full hud scenarij, super dialogi so, igra je izjemna od Sarah Paulson, pa te debitantke, vsaj jaz ne prvič videl, no, pozabil sem njeno ime, in je bil zelo prijetno presenečen, ker te drži do konca z suspenzom, pa z to preganjavico, pa z akcijo, pa nekim določenim res hororjem, no, ki pride iz razmerja mati hči. Okay. Res priporočam, ful. No, super, skratka, če ga boste kje našli, poglejte še tole. No, jaz sem pa danes pogledal film Obvious Child iz 2014, namreč pogovarjamo se, kaj bomo snemali v naslednjih epizodah, v nadaljevanju pač te karantene, in ena izmed ideje, da bomo delali nekak top 3 romantične komedije, tako da sem se jaz kar počasi lotil, da me spet to ne ujame nepripravljenega, bo treba se pogledati v enem tednu, in sem pogledal romantično komedijo, ki je do zdaj še nisem. Obvious Child je zgodba o tem, kako neka stand-up komičarka, ki jo igra Jenny Slate, ki je dost glasu posojala okrog, pa je igrala v Parks and Rec, pa v Girls. Skratka, ona
je stand-up komičarka, doživi zelo grd razhod z fantom, ki jo pač prevara, in potem v neki tej svoj pijanski poskusu pač preganjanja žalosti ali kakorkoli že spi z enim zelo prijaznim fantom in ugotovi, da je pač z njim zanosila in se pač odloči za splav. Kar se mi zdi pač zelo fino v tem filmu je, da pač splav prikazan k odločitev kot izbira, nič ni iz tega treba neke blazne drame delati, ni treba pretiravati, skratka to. In pa pač hkrati s tem se razvija pač ta njuna zgodba z tem zelo prijaznim fantom. In meni se pač tudi zelo, pač režirala je Gillian Robespierre drugače, in meni se je pač film kar čisto dopadel, no, tako ima precej ni tok, je ena ta romantična komedija s tem quirky likom, ki ga pač ona igra, ki sreča pač zelo prijaznega fanta, meni se je čisto dopadel, no, se mi zdi, da so pač tjeni nastavki noter, ker že veš, kaj se bo zgodilo, pa vse je tako, ampak se mi zdi, da najde not ravno s to temo splava in tako nek sodoben pristop k tej komediji in ne nazadnje, tako kot sem napisal na Letterboxdu, meni se preprosto pisanje, v katerem lik pograbi knjigo od Roberta Boljana in reče, ja, to sem prebral, mi je ful dobra knjiga, in to izpade čist naravno, mislim, sorry, to je scenarij za 5 zvezdic, to res. Hashtag moralci. Ja, no, gled, pa ona dela v knjigarni in tako, seveda, pač tudi te stvari so se mi malo dopadle. Skratka, priporočam ga, če bomo res delali romantične komedije, skratka, eno že verjetno imam za mojih top 3 in bom takrat mogoče povedal še kaj več. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 67. epizoda. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Sanja zombijem v bran Struna, potem Mito, Car Chasey, to je ok, Gegič. Igor, promotor Fast and Furious franšize že od leta 2001, Harp. Aljoša bom odkrito povedal, Harlamo. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov od Šiške, Vodmata, Škofje Loke do Dolenjske, Straže. Mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi, zunaj sicer ni zombi apokalipse, ampak veliko tudi ne manjka. S tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, neznance v trgovini. Čuvamo se lahko samo skupaj, ostanemo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če se boste naslednje dni snašli na vlaku slovenskih železnic, zunaj pa bodo zombiji, pojdite raje peš ali s kolesom. Zombiji so namreč hitrejši od vlaka, tudi če niso ta hitre sorte, ampak zahodne, počasne sorte. Poiščite si kak dober bejzbolski kij, v ušesa vtaknite slušalke, poslušajte naš podcast in v ritmu našega smeha razbijajte te zombijevske glave. Podcast Obot, na Facebooku smo Podcast Obot, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajce, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko smegate vprašanja, pripombe, komentarje, mavčne odlitke svojega zobovja, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 67. epizoda, 15. special iz karantene. A se meni zdi, da to je vedno bolj crazy. In če bo šlo vse po sreči, se poslušamo spet naslednji torek, se pravi 8. decembra, o čem bomo govorili takrat, kaj vas briga. Hočem samo povedati, tudi mi še ne vemo čisto zatrgno. Obodovke in obodovci, ostanite zdravi, kjerkoli že ste, upamo, da ste lahko doma in se poslušamo. Hvala. All right. Hvala.